tokratno rubriko 60 let Avsenikove glasbe smo k klepetu povabili gospo Joži Kališnik. Gospa Joži, lepo pozdravljeni. Dober dan, pozdravljeni. Več kot 20 let je najpopularnejši slovenski narodno-zabavni ansambel, ansambel bratov Avsenik, ne deluje več. Pa vendar se velikokrat zdi, kot da je bilo to še včeraj, a ne? Ja, prav res. To je neverjetno hitro, gre čas naprej. Sploh pa, ker smo v teh letih, a ne? Še hitreje kot pa sicer ne. Kako se je pravzaprav vse skupaj sploh začelo? Kako ste prišli zraven, kot muzikanti pravimo? Na Duplici pri Kamniku je naš zbor, pri katerem sem pela, ženski zbor Solidarnost, imel koncert iz naših krajev, ki je Kajetan Zupan vodil. In jaz sem takrat nastopala z eno pesmijo, koroško narodno, Ojte mlinar. In Kajetan izgleda, da je bil navdušen, ne? In je takoj že naslednji dan poklical gospoda Vilkota, ker je vedel, da potrebujejo novo pevko, ki je Ema Prodnikova zbolela. Se je dogovoril gospod Mihelčič, da je prišel gospod Vilko v Kamnik, v našo glasbeno sobo. Je rekel, no, zapoj. Sem to naredila. Potem sta šla pa ona dvakrat tja, vratam. Jaz nisem slišala, kaj ste se pogovarjala. Glavnem. To se skupaj je preraslo v kar mnoga leta. Prišla sem zraven. Ja. Prišla sem zraven. Če vas povprašam po vaši najljubši narodni pesmi, kakšen bo odgovor? A veste kaj? Vsak ima svojo. Vsak ima svojo. In ko smo kje v družbi bili, leto nazaj, in kjer je bila prva? Po zimi pa rožice ne cveto, dekle hoj, kaj pa za puščak bo. Tale je res krasna in vsi jo poznamo. To je moja, ja. Kaj pa tista Avsenikova, ki vam je bila najbolj všeč, kadar ste jo imeli napisano na repertoarju nastopa? Tiste ni bilo nikoli. Nikoli? Ne. Zame je bila najlepša in je še vedno najlepša. Prijatelji, ostanimo prijatelji. Gospa Joži, glasba se v vaši družini prenaša tudi v naslednjo generacijo. Ja, oba sta, moram reči, veliko večja glasbenika kot jaz. Tako da. Kako pa je z vnuki in vnukinjami? Še pridejo, upam.